obiskovalci in bralci domačega pripovedništva. Dobrodošli v knjižnici Brežice. Vesela sem, da naša ustanova sodeluje z najstarejšo slovensko založbo. Mohorjeva družba namreč že 161 let skrbi, da kakovostne knjige lahko dosežejo sleherno slovensko hišo. Med nami posebej toplo pozdravljam gospoda magistra Martina Lisca, direktorja Mohorjeve za Slovenijo, gospoda Adriana Kerta, urednika Mohorjeve založbe iz Celovca, ter seveda Heleno Cestnik, zapisovalko in prav pripovedovalko Kristalinskih čip, žensko, ki pripoveduje, da živi. Njen klic po življenju je segel do koroških Slovencev oziroma do gospoda Adriana Kerta, ki je knjige omogočil potomim bralcem. Pripovedovalki in uredniku se bomo pridružili člani bralnega krožka Beremo za Alenko Šet. Iz Kristalinskih čip bomo brali odlomke, ki so se nas posebej dotaknili. Po predstavitvi boste knjigo lahko kupili po promocijski ceni, avtorica jo bo na vašo željo pripisana. Sledilo bo prvo srečanje bralnega krožka v novem šolskem letu. Če se nam želi kdo pridružiti, je prisrčno vabljen. Zdaj pa vabim besedi pripovedovalko Heleno, urednika, ki bo vodil pogovor, bralce Kristalinskih čip in ljubitelje slovenske besede. Tudi v imenu Mohorjeve založbe Celovec, lep dober večer. Sem zelo vesel, da ste se znašli v tako lepem številu, vedno tveganje v knjižnih predstavitvah, ali bo kaj publike, ali ne bo. Tokrat smo nadpovprečno presenečeni in se vam zahvaljujem že vnaprej za vaš obisk in upam, da niste prišli za manj in boste odnesli to in ono dobro misel v seboj. V imenu založbe se tudi zahvaljujem prav lepo gospod Benkoč, vodkinji knjižnice, za to gostovanje tukaj. Nimamo tolikokrat priložnost nastopati prav na tem koncu, čeprav imamo zdaj že med tem drugo avtorico z tega konca. Prav lepo pozdravljam seveda osrednjo osebo današnjega večera, gospod Heleno Cestnik. V imenu pa bi tudi še drugega avtorja, ki ga prav tako pozdravljam med nami, Rudija Mlinarja, sicer Korošec, ampak med tem tukaj Štajerc, tudi naš avtor, lep dober večer tudi v osebnem imenu. Pred nami je knjiga, ki je ne more napisati domišljija sama, ampak samo življenje. Gre za avtobiografsko delo, ki bralca osupi spričo vsebine. Pripoveduje o življenju, predvsem o njegovi žalostni plati, o tegobah, ki jih prinaša, o bolezni, negotovem čakanju, v strahu, življenjskih krizah, življenjskih križih, ki so tu pa tam toliko neusmiljeni, da po sili razmer rojevajo še druga trpljenja, preizkušnje v raznih medčloveških odnosih. Helena Cestnik je izdala že več knjig, kot rečeno, samostojnih publikacij, to so Klepet s seboj ali Resnična pravljica in Trdnjave, Pretikina pesem, Na mostu sama sam, V črni in pa Kristalinske čipke, ki so se jim pridružile še najnovejša knjiga Črna. Prve knjižnice so začele nastajati ob Strnigovju, potoku mojega otroštva, mojega spominjanja. Tam sem, o tem govorim tudi v prvi knjigi, Klepet s seboj, pisala svoje prve knjižice, vsebine se ne spomnim prav nobene. Vem pa, da sem neizmerno uživala, ko sem držala v rokah ošiljen svinčnik, ošiljen ne s šilčkom, marveč
s kuhinjskim nožičem. Tomička je ugledno, takrat se je varčevalo oziroma ni bilo niti pisali, je včasih bil svinčnik tudi samo centimeter dolg ali še krajši. Potem pa sem to ilustrirala, strani sešila s šivanko, to je bil tudi poseben dogodek. In eno od takih knjižic vem, da sem podarila svojemu bratu. To je bilo konec mojega 3. razreda, ko je brat imel meningitis in potem na mojo žalost te knjižice ni bil sposoben niti prebrati. Veste, tudi stari ljudje se ljubijo, samo drugače kot v mladosti. Počasneje, manj strastno, a bolj ljubeče. Mami je res, kar je rekla mama Ana po Ateku še 3 dni pred smrtjo, je to mogoče se mislila, da takrat v takih letih tega ni več. Čas postane neizmeren v svoji minljivosti, bežnosti, okleneš se ga vsem bitjem, ga primeš za uzdo in se oprimeš za grivo na slade s čokoladnim okusom, iz zrnca udir za trenutki, ki minevajo. In vsakokrat se ljubiš, kot da je zadnjič. Vsakič izliješ iz sebe vse kaplje potu in želja. Potem se ljubijo razbrazdane dlani in s prsti s tisočim mravljincev ljubijo se oči. Svetloba iz njih se na sredi poti med pogledoma ovija okoli hipov in jih splete bure sreče. Kot vsako najstnico so me vznemirile berljive, lahkotne, ljubezenske knjige, romani. Takrat je bila to Viktorija Holt, danes so druga imena, sem malce preverila, v Kovisu Viktorija Holt ni več brana. Nadomestila so jo druga imena, prav takih zgodb, ki ljudem malce otopijo občutek za resničnost, da ne razmišljajo o vsakdanjih problemih, ampak se izgubijo v namišljenem svetu, kjer je vse dobro in vedno vse prav konča. Bil je lep praznični dan, Štefanovo. Razveselila sem človeka, ker sem prisluhnila, ker sem nazdravila, ker sem nekomu odganjala samoto. In vse se mi je mnogotirno povrnilo. Dobro se vrne pomnoženo. Slabo domnevam ravno tako, samo mnogokratni je najbrž večji. Če se ustavimo, če si prisluhnemo, če v pravšnji tihoti odpremo svetišče skrivnosti, ugotovimo, da ljudje hodijo po podobnih poteh, da ni moč zapisati ničesar izmišljenega, ker se je vse že mnogokrat zgodilo, le da drugi. Načrtno pa sem se pisanja lotila, danes sem našla pravi datum, 7. junija 2006, 14 dni po prvi operaciji in 2 tedna pred 3. operacijo oziroma 2 dni po drugi operaciji, ko sem se vprašala, ali bom preživela in da če ne bom, da moram otrokoma pustiti svojo sled, svoje misli, da bosta vedela, skozi kaj je šla njuna mama. Od takrat naprej pišem, moram pisati, skoraj ni dneva, da ne bi. Razen zadnji mesec, ko sem izvedela za nič kaj prijetno novo diagnozo, sem se ustavila, ampak sem ugotovila, da če ne pišem, če ne delam, potem tudi ne živim.
Torej pripovedujem, da živim in dokler bom pisala, sem živa. Pred menoj so očitno nove priložnosti. Tudi moja draga Marija mi je rekla, naj se pustim življenju presenetiti. Presenečam samo sebe. Želim si početi, česar še nisem. Pripovedovati, da bi živela, polno živela. Marija, moja vzornica, ima bralno skupino. V našem kraju bi jo lahko imela jaz. Juh, vedno so rešitve. Vedno je kaj, kar te lahko osreči. Na nočni omarici me čaka polovica rumenega sonca. Še polovica. Ne, tako pripovedovati kot mlada nigerijska pisateljica, pa ne znam. Pa v njeni pripovedi lahko vseeno uživam. Uresničujejo se mi davne sanje. Gospa Tjaša pravi, da niso za nič. Mislim, da je potrebno ločiti pripovedovalko zgodbe o gospe Faniki in avtorico. Starejši ljudje imajo izkušnje, imajo modrost in ni mi žal niti minute časa, ki sem ga preživela ob takih pripovedih. Žal mi je samo, kadar sem rekla, da časa nimam, da se moram pripraviti za šolo in sem tako priložnost izpustila. Človek se vse življenje uči in če sem ob koncu 8-letke v plavi, svetlo-plavi oblekici iz Diolen lofta z belimi čeveljci in belo bluzico, mislila, da sem z zaključkom v boštanski osnovni šoli pobrala vso pamet tega sveta. Mi je bilo ob koncu gimnazijskih let jasno, da je moje vedenje kaplja v morja neznanja, da mi je diploma dala vedenje, da se bo vse življenje treba izobraževati. Zdaj največje modrosti pa se naučimo ne v šoli, kot pravi Menartova pesem H2SO4, ampak v življenju. In dokler sem mislila, da sem kraljica svojega časa, sem bila na nižji stopnji osnovne šole, zdaj sem pa že v 5. razredu, se pravi že više, dokot bo moje šolanje pripeljalo, nimam pojma. Skratka, učim se živeti, to vedenje pa sem dobila od svoje stare mame in od drugih starejših ljudi in se te zgodbe popletla v usta gospe Fanike. Spomnim se, da vam je stara mama včasih prišla čuvat otroka. Igrala sta se na zelenici, otroka, jaz pa smuk preko ceste, da vas vašo staro mamo, sedeli sta na klopci pod vrbo in opazovala vaša črička. Umrla je. Še preden ste se odselili tja gor na hrib, ni res? Čez cesto sem vas videla jokati. Naša hiša stoji nasproti bloka. Vse sotočje je še vedno čutilo z vami, čeprav ste bili tako odmaknjeni, zamišljeni. Kaj bo še zvedlo v sebi? Nič. Tale veter naznanja hladnejši dneve. Preobrat, prepripovedi. Nekako se mi zdi, da so besede večne. Zame je besedovanje igranje. Ko sem že imela 2 otroka, sem se zvečer, ko sta zaspala in mož je zaspal, začela igrati z Lego kockami. Sestavljala sem si hišice in ob tem neizmerno uživala do jutranjih ur.
zdaj sem tako začela uživati v pisanju. Pisanje je zame igra s besedami. Besede so žive, so večne in upam, da me bodo preživele. Dolgočasim vas. Star človek ima preteklost tako živo pred očmi, rad je obnavljal misli, podoživlja preživeto, sploh če ima poslušalca. Se vi bojite umreti? Tudi ne. Veste, prvič sem umrla, ko mi je mož rekel, da se je ljubil z mojo sestro, potem sem umrla še enkrat in nato z vsakim od otrok, z mojo otrok. V resnici pa sem še kar tu. Imam svoje zobe, ki sem jih vedno čuvala, imam svojo pokojnino in svoje drobne radosti, naprimer tole, da vam pripovedujem o sebi. Helena, življenje je sveto. A kdaj se prične? S početjem, kot trdi duhovnik, z rojstvom, kot pravi zdravnik. Izkušena starka, ki sta jo duhovnik in zdravnik vprašala, kdaj se je začelo njeno življenje, je rekla, ko je dobila prvo pokojnino, ja, to je bilo takrat, ko je umrl mož. Božja pota so bolj doumljiva od človeških. Človek si lasti Boga, ga zapre za zlate oltarje, za marmorne zidove in govori v njegovem imenu. Mislim, da je Bog mnogo bližji človeku in da se je treba življenju prepustiti, kajti Bog je narava sama. Moja stara mama pa je rekla, Bog ima zmeraj prav. In to je moto knjige, ki jo pišem sedaj. Skrbniški sindrom. Skrbnik sprejme svoje poslanstvo nepripravljen in prepričan, da bo že nekako zmogel. Ne vzame si časa, da bi se poučil, kaj ga čaka, in ker ne ve, ga zapleti presenetijo, v njih se ne znajde. Negotovost in preplašenost tlači vase. Prepričan je, da je nesposoben opraviti svojo nalogo, zato se začne pomalem sovražiti, kakor se na začetku podcenjeval. Posledično zato krivi tistega, ki mu je zaupan. Naslednji korak je beg pred obolelim varovancem, naprimer beg v pretirano delo, dragoceljsko pospravljanje stanovanja ali likanje okolice oziroma vrta. Beg pred priznanjem lastne nemoči vodi v molk, v neizrečene očitke sebe in drugim, čeprav pravega krivca ni. Molk pa je glavni krivec za razpoke srca in raztrgano dušo. Skrbnikovo pozitivno jedro izgoreva in dogori. Zakaj? Zato, ker je trpljenje huje gledati, kot pa ga nositi. Spomniti svoj akumulator. Ne moreš dajati, če nimaš. Ne moreš si te moči, po mojem, se ne kupiti. Ampak moč moraš iskati v sebi. Kako to doseči, sama pač to počnem s pisanjem, s sprehodi v naravo, s delom, kolikor ga zmorem. Vsakokrat, ko pulim plevel, pulim ponorele celice iz sebe. Potem pa se, mislim, da najbolj napajam pri branju. In to ne branju priročnikov ali v 7 korakih do notranje moči, ampak v leposlovju, v življenjskih zgodbah, v čtivu, kjer je treba malce razmišljati. Kajti nič nam je dano na pladnju
do vsega se moramo dokopati sami in samo takšno vedenje ima svojo pravo moč. In se je v zaslepljujoči poznopopoldanski svetlobi na dlani znašla dozorela in izsušena sliva tiste sorte, ki jo imenujemo češplja, se je zablisnilo. Zoriš in dozoriš, če te ne sklati veter toča. Če ne povzebeš že v cvetu, si kakor ta sliva, posušiš se in odpadeš in pognojiš tla. Zakalček, če ni v jedru v koščici Fanika. Gospa Fanika se je tako sušila, dozorevala je, jaz pa sem pila njene zgodbe, kakor te ose izpijejo češpljevo meso. Ponuditi ga moram na krožniku 10. Podarila mi jih je, jaz jih moram prvi. Bo jedrce rodilo, bodo spomeni moje pripovedovalke vzklili, bo sad zvenel, preden dozori. Tiste julijska nevihta je ohladila vse moje življenjske rane, a nate sprala plodno prst, da sem se kot pripovedovalka ogrnila v večne čitke prečutih noči, povezujočih najina bregova. Na grli se srečujeta najini zgodbi. Helena, poišči novo prejo, na svojem bregu tenko nit. Dokler pripoveduješ, živiš. Zaključuje ta pogovor z ključnim ali pa zaključnim vprašanjem. To samo pritrdilno izjavo občutim osebno kot vedrejši pogled v prihodnost. Je to tako mišljeno za pripovedovalko in tudi knjižno junakinjo Heleno? Upanje vedno mora biti. Pred mesecem dni sem slišala besedno zvezo karcinoza plevre. Diagnoza, ki mi je pribila na križ, zabila v tla. Zaprla sem se vase do včerajšnjega dne, ko sem stopila izza plotu hotene osame, ko sem spregovorila z neko novinarko, ko sem danes stopila pred vas, ker samo dokler sem dejavna, sem živa. Tako rešila me je pravzaprav zgodbica, ki mi jo je poslala prijateljica, zgodbica o 2 žabicah v smetani. Ko ena od žabic preneha, pravi se, konec bo itak tak in tak, druga pa pravi, da bo vztrajala in toliko časa na mestu maha s kraki, da se iz tiste smetane naredi maslo in ona odskoči iz pasti. Umreti ne želim niti minute prej, kot mi je namenjeno, in zato bom se potrudila živeti, stopiti pred ljudi, takšna, kakršna sem, in mislim, da se ne samo jaz, ampak vsi mi tako sprehajamo po sinusoidi od življenjskega pekla do nebes, ki si jih urejamo sami in v tem življenju. Posebej me veseli, da ste moji nekdanji sošolci z osnovne šole našli pot semkaj. Da ste našli pot semkaj moji sošolci iz gimnazijskih let, moji 2 sodelavki, moja profesorica, člani bralnega krožka, moji učenci, njihovi življenjski spremljevalci. Skratka, vsem najlepša hvala in tudi iz društva Trepotlika moji kolegici prav posebej lep pozdrav, ker ve, v kakšnem zosu živim. Hvala vam, ker ste mi polepšali današnji dan in življenje.